Že sami veste, takoj ne izdamo imena in priimka našega sogovornika, ampak ga po nekakšni majhni igrici držimo še skritega, kot da bi bil skriti gost. Danes se pogovarjamo z nekom, za katerega nas seveda najprej zanima, ali je sploh še Bistričan, kajti vemo, da je bil, in da smo ga uvrstili v rubriko Bistriški obraz, je nek poseben razlog, o katerem več kasneje. Najprej pa, spoštovani sogovornik, ki je moški, seveda po glasu boste tako spoznali. Ali ste Bistričan? Ja, dober dan. Veseli, da se lahko pogovarjam z vami. In mislim, da se bi lahko dvakrat tikala, toliko se poznava. Sem Bistričan. Čeprav sem iz Slovenske Bistrice učel 1977 leta. Živim v Mariboru, samo vedno se še čutim Bistričana. Kakšni so na kratko spomini na Slovensko Bistrico, na tisto otroštvo mogoče, ali pa na kasnejša leta? Lepi, slabi? Veš, kaj te lahko rečem, da vse tisto, kar sem preživel v Slovenski Bistrici tam od enega 58 leta pa do 77 leta, ne morem reči, da so bili slabi. Dobri so bili. In kaj bi lahko rekel, se je v tem času kaj spremenila, tudi miselnost, so se ljudje kaj spremenili, kajti z njimi se danes srečavaš bolj poredko, ne? Od takrat do danes, koliko, kot si samo menil, srečujem z njimi, z lancmani, kot rečemo, ogromno so se spremenili. To me večkrat tudi moti, ker si mislim, da ni vse v materialnem, da je lepa duhovno bi moralo biti pred materialnim. No, takole, po ulicah Slovenske Bistrice smo imeli priložnost opaziti, da poznaš veliko ljudi, veliko domačinov, te tudi osebno še vedno pozna, te imajo v spominu kot verjetno nekaj let mlajšega. In kako vzdržuješ še stike še z Bistričani? Ja, do teh stikov prihaja z tega, ker imam starše, imam tukaj v Slovenski Bistrici brata in sestro, potem stare prijatelje, stare ribiče, skupaj smo lovili ribe, potem pa tudi, čeprav smo zdaj v drugem sistemu, tako rečemo, smo svoje čase delali skupaj kot mladinci in tudi kot komunisti. Z njimi se tudi srečujem. Zdaj vprašanje, kdo sploh si? Ribič, seveda ni razlog, da smo te povabili v to oddajo, ker bi bil pač samo ribič. Si še vedno vojaška oseba, ki piše knjige. Drži ta ocena? Sem častnik Slovenske vojske in tudi, kot si omenil, sem avtor knjige. Prve in edine doslej? Ne, lahko rečem druge, odnosno prva je bila polovica moja, ta druga je pa skoraj čisto moja. Dobro, toliko bo dovolj za uvod. Samo še vprašanje, ali se sploh lahko pogovarjamo s častnikom Slovenske vojske v takšni radijski oddaji? Bo sploh dovolj, bomo lahko zapomnili to oddajo, sogovornik? Veš kaj, mislim, da če ravno so nekatere zapore in blokade glede medijev in objavljanja nekatere stvari, posebno kar se tiče tako delikatne stvari kot je vojska, jaz mislim, da se lahko pogovarjajo okrog tega tudi. Je bilo treba kakšno dovoljenje nadrejenega za ta pogovor? Ne, nisem nikogar vprašal in ni odobrenja za to. Takole, zdaj pa lahko našega gosta v obrazu predstavimo. Naš današnji bistriški obraz je Franc Pulko, rojen v Visolah, sicer pa Bistričan, dolga leta, zdaj v Mariboru. Slišali smo, častnik Slovenske vojske, avtor knjige Mesec v vodi, ki bo čez nekaj dni išla, in to v samozaložbi iz tiskarne Fajs v Slovenski Bistrici. Franci, zdaj v Mariboru,
Slišali smo častnik Slovenske vojske, avtor knjige Mesec v vodi, ki bo čez nekaj dni išla, in to v samozaložbi iz tiskarne Fajs v Slovenski Bistrici. Franci, rekla sva že nekaj o Bistričanih, kličejo te Frenk tudi, bi lahko najprej sploh povedal, če začnemo pri knjigi, ta je tudi razlog za ta pogovor. Odkot ta ideja, da napišeš knjigo? Si bil že od nekdaj pišoč človek? Ravno, da sem neki posebni pesnik, odnosno pisatelj, ne bi mogel trditi, ne? In bi bil zelo neskromen, če bi to trdil. Da sem se odločil, da napišem knjigo, čisto iz enega razloga, ker, ne vem, Bojan, tebe je poznano, da Slovenec bi naj tam do enega 45 leta, vsak Slovenec, ne, napisal eno knjigo za Sado drevo, imel sina in še eno Triglav. Ne vem, če zdaj to drži. Če se držimo dogovora s knjigo nad knjigo, ne? Ja, sigurno, ni pa to, ta knjiga ni neki kontra prejšnji knjigi, ne? Čeprav nekje tematika, v enem delu je slična. Kaj pa meni sam naslov Mesec v vodi, če malce pojasniš? Sam naslov Mesec v vodi je poznat širem našega prostora, ki živimo, Pohorju, predvsem Pohorju, in pomeni pravim prevodu, ne laži mi, ne varaj, odnosno v tem smislu je, zakaj mesec vodi, mesec je gor na nebo, ne? Ni po vodi. Ne? Koliko časa je sploh potrebno, da človek napiše knjigo? Tudi če rečemo, da ni ne vem kako obsežna, 500, 600 strani, koliko strani bo imela tvoja knjiga? Ja, moja knjiga ima 190 strani. Je nastajala dolgo časa, se pravi leta nazaj, ali si to hitro napisal v par mesecih? Veš, ker ta knjiga je nastajala, lahko rečem, da v glavi, miselno, kar precej dolgo. Začela se pa nekje, ta konstrukcija je začela nekje 90 leta. To je tisti časih, vse so ti poznali, ne? No, če zdaj iz knjige spet nazaj na tvojo življenjsko pot, kratko po otroštvu v Bistrici, po šolanju odločitev za poklic vojaka. Drži? In odkot ta odločitev? Kakšni so bili nagibi? Da postanem vojak, profesionalni vojak v bivši armiji, to so sigurno po mojem določene frustracije. A pa tudi, da nisem toliko strog do sebe, vzgoja, sredina, v kateri sem živel, ker je poznano, da Bistričani so dali dosti kadrov in dosti kadrov je prihajalo ravno iz Slovenske Bistrice, Jugoslavijska armija, ne? Pa tudi v druge organe represije. Mislim, da je najbolj nekje potrebovalo to, da sem pač se nekje gibal v take družbe, ki so bili somišljeniki. Ne? Ja, pa tudi nekaj, še verjetno tisti, ki se vojaško šola, ki je v redni vojski v Bileči, je skoraj da zapisan v vojaški karieri, tudi kasneje. Kot da bi se ta vojaški pristop nekje se človeku prelil v kri. Ja, veš, kaj se dogaja? Bileča je poznana dosti Bistričanov, sigurno seveda, ker jih je dosti tudi bilo v Bileči. Tam je, kot je napisal, ne vem, sigurno si bral Janeza, njegove premike, ker je napisal, da Bilečanec lahko stoji brez sramu zrame skupaj z Marincom Mereškim in mislim, kakšna je bila tam vzgoja v Bileči, da so dokaj dobri kadri izhajali iz te šole, ne? Nekakšni elitni vojaki? Sigurno. Prvič pa to, ker so bili to predani partiji, ne? Dobro, mi danes vemo, Slovenska vojska je na drugačnih načelih kot bivša Jugoslovanska armada, ne? Pomeni to, da smo vojaško, strokovno, tehnično, taktično kot vojaki manj usposobljeni, ker slišimo vse pogosteje, da Slovenci so bili tudi v zgodovini, niso bili tako slabi bojevniki. To, da nismo vojaki in da smo slabi bojevniki, nam je v glavo ubijal prejšnji gospodar, to je poznato Beograd. Da pa smo dobri in, kot si omenil, v zgodovini nazaj, od generala Majstra, pa če se kar vrnem še bolj nazaj, še dalj nazaj, Karantanije, smo bojevniki. Kaj se pa tiče naše slovenske vojske,
Moram povdariti, da nisem pooblaščena oseba, da dajem izjave in bom probal v kratkem samo. Naša slovenska vojska je trenutno usposobljena, če ravno morda ni po nekaterih segmentih tehnično usposobljena. Sogovornik, torej Franc Pulko, častnik Slovenske vojske in avtor knjige Mesec v vodi. Najprej, Franci, v tem sklopu vprašanje, ki spet zadeva tvojo vojaško kariero, kljub temu, da imaš pač nekaj blokad tu pri izjavah. Torej, odločil si se za častnika in bi lahko rekel, da si v tej vojaški karieri zapolnil vse svoje ambicije. Si dosegel tisto, kar si zastavil, ali so te tu mogoče ovirali? Bi lahko bil danes častnik z višjim činom? Veš kaj, to vprašanje je pa res tisto, morda za kaj sem se odločil, da napišem knjigo, ne? Preveč provokativno vprašanje? Ni, globoko stvar posega v čustva. Pravim, da bi mogoče dosegal, jaz dosegal nisem, veš kak je to življenje? Človek nikoli nima dosti, vedno bi nekaj več bil, jaz pa nimam izobrazbe. To je, da bi lahko bil visok častnik Slovenske vojske, čeprav stotnik je nekje, mislim, da so, če zdaj koliko bojem, ti poznaš, sigurno. Koliko naši poslušalci poznajo? Ja. Da bi postal pa še višji častnik, potem bi pa moral imeti 700, te pa nažalost nimam. In ta vojaški poklic zapolnjuje vse tvoje potrebe, ali se v prostem času ukvarjaš stvarmi, ki bi jih mogoče rad usklajeval poklicno s hobijem? Ne, je kar dovolj in mislim, da po prostem času pa bolj prebiram knjige in se bolj bavim, če ravno s politiko se bolj bavim. No, zdaj si že kar precej let z družino v Mariboru, tudi zaposlen kot častnik v eni od mariborskih vojašnic v Slovenski vojski, seveda. Samo ena vojašnica v Mariboru. Franc Pulko, podiva zdaj z tega poklica tvojega mogoče k knjigi nazaj, Mesec v vodi. Ta naslov je zelo pomenljiv, tudi povzročajo prve napovedi že kar precejšno vznemirjenost med občani, med ljudmi v Slovenski Bistrici. Ali je kakšen razlog za strah pri kateri od oseb, mogoče na kakšnem pomembnem položaju? Si se dotaknil tudi tega v knjigi, kaj se je dogajalo med vojno v Slovenski Bistrici? Ne. To bo zdaj razočaranje, malo za poslušalce. Ne bo razočaranje. Ta knjiga je popolnoma subjektivna zadeva. In jaz mislim, da vsi tisti, ki z enim pričakovanjem, odnosno, ki se bojijo, da jih bomo menili na tak ali takšen način, pričakujejo, jaz mislim, da imajo maslo na glavi. Zdaj pa, ker sva Bistričana, odnosno, ker sem Bistričan, in ravno v tem našem področju, v tem polju se so dogajale med našo 10-dnevno vojno stvari, ki so bile od nacionalnega vprašanja, odnosno, ker se je šlo tudi v sklopu naše vojne za nacionalno vprašanje. Mislim, da bi bilo zelo nepošteno od meni, če bi jaz, ki nisem sodeloval v teh krajih med vojno, posebno v vojni, odnosno neposredno v vojni, v sami borbi, do vseh borcev, ki so se borili tu okrog. Za določene, kateri so vodili te borbe, ne bom komentiral. Dobro, knjiga se začenja najprej z poglavji, to je malce posebnost, mogoče pri tej dejavnosti, pri publikacijah. Se začenja z nekaterimi poglavji iz otroštva, nekaj naslovov samo poglavji, Akcija za fošt, pa Spominčica, Impol in še kaj podobnega, Rex, ne, in tako dalje. Kaj to pomeni? A se tu izključno spominjaš svojih
otroških doživljajev? Zakaj tak začetek knjige? Takrat, ko sem razmišljal o samem projektu, ne, nisem nikakor, kot sem že rekel, nisem pisal, ne. Kako nekje opisati, kdo sem, odnosno kaj čutim, zakaj je prišlo do tega, razumeš, da bom napisal knjigo, odnosno da pišem knjigo, tako naprej. Jaz moram sam sebe predstaviti. Tu sem zdaj hotel preko očeta, ker tam prvo poglavje, če se spomniš, oče Anton, pa mama Pepca, Jožica, ne, pa brat Tone, pa sestra in tako naprej. Tu jaz v vseh teh poglavjih opisujem sebe, kako rastem. In izrastem v to, kar sem danes, ne. Vojak, pisatelj, če hočeš, mislim, te knjige, avtor te knjige in tako naprej, ne. No, pri pisanju knjig je verjetno največji problem, ali uporabljati resnična imena ljudi, ki so še živi, pa tudi, če so že pokojni, zadeva to njihove naslednike, ali pa jih skrivati za kakšnimi imeni. So tvoja imena vsa resnična? Moja imena so vsa resnična. Če ravno nekje uporabljam kodna imena, to pa zaradi tega, ker v kodeksu službe, v kateri sem bil šolan, se zahteva, da se kodno ime, odnosno osebo, ki se skriva za kodno imeno, ne odkriva. To je predvsem v poglavjih, ki zadevajo verjetno tisti del, vojaški del te knjige. Ja, to je poglavju v organih varnosti in potem v poglavju sektor 9. Če bi sam nekako ocenil vsebino knjige, katero poglavje je najboljše? Katero bi priporočal bralcem? Seveda zdaj govoriva o tem v knjigi, ki še ni išla in ki je seveda poslušalci niti približno ne poznajo, ampak se na primer ta napetost stopnjuje do zadnjega poglavja ali so si enako vredna poglavja? Mislim, to je zelo nehvaležna zadeva. Ja, najlažje avtor odgovori. Svojo knjigo ocenjevati.